Drage gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v oddaji Prijatelj bolnikov in invalidov, ki jo na televiziji Exodus pripravljamo v sodelovanju z revijo Prijatelj, ki je revija bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev. Moje ime je Borut Pohar in sem urednik omenjene revije. V prejšnji oddaji smo predstavili gospo Ljubico Zakovšek, ki je nekdaj vodila krščansko bratstvo bolnikov in invalidov. Tokrat pa bomo predstavili enega od njenih najtesnejših sodelavcev, kajti brez sodelavcev nobeno gibanje, nobeno društvo ne more normalno delovati. Z nami je tokrat v studiu gospod Janez Galjot. Lepo pozdravljeni. Dan. Ker se že dolgo časa tudi poznava, se bova kar tikala. Hvala. Pa bi te za začetek prosil, če nam na začetku poveš, odkot prihajaš. Tudi v mojem imenu lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam televizije Exodus. Prihajam iz župnije Cerklje na Gorenjskem oziroma iz Lahovč. Sem Janez Galjot, kot je že me Borut nagovoril. Smo pa sodelavci krščanskega bratstva bolnikov in invalidov od leta 1993, ki je bilo na naši domačiji prvo srečanje. Začetek bi te prosil, vem, da ti je zelo ljuba zgodovina tudi, če bi nam malo predstavil kraj, odkot prihajaš, Lahovče. Lahovče so kraj, ki je v zgodovini recimo bil pomemben že v času Rimljanov, ki je bila v bližini vasi, je bila ena rimska postojanka, recimo počivališče oziroma eno okrevališče vojske ali pa rimske vojske, ki so tam v bistvu imeli svoja zaledje, tako rekoč. To so tudi dokazali v 19. stoletju, so izkopavali recimo te arheološke raziskave in so odkrili nekaj teh rimskih grobov pa predmetov. Sama vas je v bistvu bolj kmečko naselje, vsaj v preteklosti je bilo večinoma ljudi se je ukvarjalo s kmetijstvom. Po novejših časih so pa začeli opuščati kmetovanje in so šli v obrti in te stvari. Sama vas ima obliko podkve, konjske podkve, ki je zaščitena nekako iz strani spomeniškega varstva in samo jedro recimo predstavlja recimo to konjsko podkvo. Vir pitne vode je Krvavška voda reka, ki je bila bogata z vodnim virom in tudi v najhujših sušah ni presahljiva. Tako da je bil recimo dost možnosti za preživetje oziroma za kmetovanje. Je bilo pa največji problem je bil pa recimo ta voda, ki je bila recimo se uporabljala za pitje. Leta takrat nekje okrog 1848 leta je prišlo do ene kolere in je takrat se vas razdesetkala recimo v bistvu skoraj na polovico. In tudi takrat imamo svoje pokopališče, ker enostavno niso mogli več pokopati umrlih in je bilo strani cerkve oziroma takratnih oblasti ukazano, da se pokopljajo ljudje okrog cerkve. Torej je bilo že v zgodovini prisotno v vasi bolezen oziroma invalidnost, že deljenje zgodovine? Ja, to so bile nasplošno recimo takrat povsod po deželi recimo je kosiva recimo so bili te kuge pa te nalezljive bolezni recimo, tako da to ni bilo nič posebnega, samo ker je bilo pač ta najhujši zaradi tega, ker je bilo pač v vodi ta bacila. Če pa se dotaknem naše domačije, recimo tam, kjer jaz živim oziroma kjer sem gospodar na kmetiji, smo raziskali recimo nekaj po enih zgodovinskih virih, da obstajamo že preko 400 let recimo na tej domačiji. Vmes recimo se je menjaval priimki so se menjavali, recimo prišli so recimo padci in vzponi, tako da je recimo, kar je nam znano recimo sredi 19. stoletja, je popolnoma rod izumrl in tega podatka recimo nimamo čistočnega, recimo ali so to podedovali sorodniki oziroma ali so odkupili to kmetijo. Od takrat naprej je pa recimo prijem Galjot in
Trenutno recimo je še in tudi en rod bo še zdržal, ker imamo 3 sinove, tako da ta priimek Galjot, ki je izredno redek v Sloveniji, se bo obdržal še za en rod. Še posebej smo izpostavili vašo domačijo, vaš kraj, zato ker ste organizirali srečanje bratstva. Še prej pa nekoliko spoznajmo vašo družino. Sem poročen z ženo Magdo, ki prihaja iz Voklega. Imamo 4 otroke, 3 sinove pa eno hčer. Starejši sin je že poročen z Matejo, ima 2 hčerke, tako da imamo tudi že 2 pravnukinji. Pa recimo do nedavnega je živela tudi z nami mama in seveda sestra Marija, ki je v bistvu priklenjena na invalidski voziček oziroma zadnjih 5 let na bolniško posteljo. Kako ste del župnije Lahovče, kako pa v vaši družini ste del cerkvenega občestva župnije, na kakšen način, kakšne spomine imate v svojem življenju, kako ste praznovali praznike cerkvene, živeli versko življenje? Včasih takrat recimo, ko smo mi ko sem bil otrok oziroma ministrant, smo imeli veliko večje recimo svetost praznikov, kot pa jih imamo danes. Pomenil nam je Božič recimo veliko več, kot pomeni danes, recimo, ne vem sicer zakaj, ampak enostavno je bilo takrat to pričakovanje nečesa recimo lepega, nečesa dobrega, kljub razmeram, ki so bile takrat v državi, recimo, če smo mogli iti v šolo, recimo na Božič, to sploh ni bil problem, enostavno je bil takrat res prazen, ki je povezoval recimo družino, domače recimo boljš hrana takrat, ali enostavno recimo se so začutili prazniki z vso možnostjo, kar je takrat bilo. Omenili ste, da je vaša sestra tudi invalidka, pa povejte na začetku, kdaj ste se prvič srečali z boleznijo v vaši družini? V naši družini smo se srečali recimo leta 1972, ko je zbolel oče preko na srcu, in takrat smo vedeli, da je pač prvič moje srečanje prvič z boleznijo, da nekdo ni več recimo zdrav, da nekdo rabi pomoč, da nekdo ne more skrbeti sam zase, nekako tako. Druga stvar je bila pa recimo, ko smo se pa spoznali s to boleznijo, je bil pa duhovnik, ki je prihajal recimo k nam, da je služboval pri nas, je bil Leopold Končan, ki je bil tudi takrat, ki je prišel v našo vas, recimo je bil sicer še pokriten, ampak njegova sladkorna bolezen je takrat tako močna, da je izgubil obe noge in je bil priklenjen na invalidski voziček, tako da v bistvu mi ni tuje bilo to, invalidnost mi ni bila tuja, že nekdaj. In ste že kot ministrant pomagali temu gospodu tudi? Ja, treba je bilo recimo, ker je bil tudi prizadet, tudi kapi, veliko stvari recimo je bilo treba, da smo ministranti recimo skoraj maševali, razen tiste stroge stvari, kar je pa za duhovnika, ostalo so pa kar nekako te prošnje, pa te stvari so pa veliko prebrali recimo ali sodelavci ali pa ministranti recimo. Tako da smo se soočali recimo z invalidnostjo že v otroštvu. In potem je zbolel oče? Ja, po 6 letih bolezni je tudi recimo se zaključilo njegovo življenje, recimo takrat se mi je zdelo recimo, da ni to tako mlad, ampak danes pa vem, da je to 52 let, recimo, da je to so še to čist mlada leta, tako rekoč. A zaradi česa, kaj je njegova bolezen? Bolj so bile težave s srcem, zaklopke in ni bilo še recimo razvitih teh operacij, recimo bypassov, pa menjava zaklopk pri nas, bilo je nekaj to v tujini, ampak je bilo oče takrat že tako slabega zdravja, recimo, da niso upali riskirati. No, potem je pa še sestra zbolela? Sestra je pa zbolela še za časa očetovega življenja, ampak nismo takrat, ko to mislili, da je to pač kakšna bolezen, mislili, da je pač prehodno,
ker smo tudi upali, da to recimo upali ali pa bili prepričani v medicino, da danes pozdravijo vse, a ne. In prvo tisto informacijo, ki se nam jo sporočile v bolnici, recimo zdravniki, da se to stvar dogaja, da ni tako enostavna, da je to resna zadeva. In ko so potrdili to diagnozo skleroza multiplex, smo vedeli, recimo, da to ne bo enostavno. Ona je sprva še delala, hodila delati? V osnovno šolo je upravljala v domači vasi oziroma v svoji tisti šoli, ki je pri nam. Zaposlila se je v tovarni Planika. Začela je delati, recimo, in začele so se pojavljati težave, recimo v službi, ni več dosegala norme, ni mogla več dojeti, recimo, da je treba tisto stvar narediti. Enostavno je zgubljala, recimo, kontakt iz možgani, recimo komande, niso več delovale, kot bi bilo za normalnega človeka normalno, a ne. Ne je pa to recimo bilo kot, da nekaj je naluknja in da se so začele te težave recimo pojavljati pri hoji, pri oblačenju, pri vseh teh stvareh recimo je postajala neokretna oziroma tudi padci pa te stvari so bile prisotne, ne. Ker enostavno ni bilo komande za prestopiti noge ali nekaj takega, ne. In na koncu sedaj, kako je z njo v tem trenutku? Trenutno leži v postelji, nepremično 24 ur na dan, odpira samo usta toliko, da ji dajemo hrano, pa da se zamenjajo plenice recimo in opravi ta osebna higiena. Je pa zadovoljna, tako vesela, nobenih nikoli trenutno nič ne jamra, nima bolečin oziroma ali jih ne čuti, v glavnem živi recimo eno tako življenje, recimo, da ko imaš občutek, recimo, da ji ni nič hudega, no. To vsekakor zato, ker je tudi v dobrem ljubečem okolju, torej ste tudi vi na nek način že neke vrste vpleteni kot negovalec, kot pomočnik, ker ste morali skrbeti tudi za njo. Ja, to se v življenju se zadeve recimo čisto postopno recimo te v bistvu privedejo do tega, recimo, da vidiš, da drugače to ne gre, da to tako je. In če to sprejmeš, je normalno se pač da živeti naprej, vzameš to stvar kot eno nujno zadevo, recimo, in v tem smislu živimo, no. Imamo pa veliko pomoč, recimo, ker v naši občini oziroma v Cerkljem na Gorenjskem obstaja ta pomoč na domu za te starejše oziroma za invalidne ljudi. Trenutno je preko doma Taber v Cerkljah ta mreža razpletena in prihajajo recimo te negovalke recimo do moje sestre recimo 3-krat dnevno, zjutraj, opoldne in zvečer, tako da poskrbijo v glavnem one za to za to nego in za hrano. Vmes recimo je pa nadzor, recimo, da jih dajemo za piti, po potrebi zamenjati tudi recimo plenice oziroma če izraz željo, da ji nakaže recimo, da je lačna, da bi rada jedla, recimo jo tudi še dodatno nahranimo, a ne. No, potem je zbolela tudi mama. Ja, mama je bila pa prej glavna negovalka svoje hčerke, ker to je pač normalno, recimo, da mama skrbi za svojega otroka, recimo, dokler časa, mogoče še preveč, da sploh, če omenjamo recimo tako, da današnji čas mame, a ne, na splošno recimo so preveč zaščitničke do svojih otrok, a ne. No, moja mama je pa recimo skrbila za sestro, zato ker je pač bolana, ker je tudi to recimo, da je mogoče včasih je kakšna stvar preveč nudva, recimo tudi, kar se razvajanja tiče, recimo samo njena izjava od moje mame je pač recimo rekla, ja, če jo že cel svet zapusti, jaz jo pa ne smem, a ne. Ker
Lep, pač to je vez med otrokom in materjo. Ki je pa mama zbolela, recimo, je pa postal še dodatno breme, recimo, oziroma je tudi mama ostala v posle, tako da je bila še ona zanehovati in tudi ta pomoč na domu, recimo, je takrat poskrbela v bistvu za obe. Samo mama je, recimo, zahtevala več pozornosti, več tega, ker je pač pokretna in se težko sprijazniva s tem, da ne more več sama pomagati, recimo, sebi in ostalim, in to je bilo zanjo kar ena kriza. Ampak obe dve sta, to je veliko, da sta lahko bile doma, da jih niste dali v dom, ampak je bilo možno, da sta bile obe dve doma. Ja, mislim, tako je, mi imamo pač kmetijo, ukvarjamo se s kmetijstvom, recimo, kljub vsem delu pa to si pač prisoten 24 ur doma. In nekako, recimo, sta imeli možnost, recimo, da sta lahko doma, ker kadarkoli imaš čas, recimo, pa za 5 minut ali pa za 10 minut, recimo, prideš tja, ker tisti ljudje, ki imajo pa, recimo, službe, ki so odsotni 10 ur, se pa tega ne morejo privoščiti, ker ne moreš pustiti človeka, recimo, 10 ur samega, oziroma da ga noben ne oskrbuje. Mislim, tudi če je oskrbovan, treba je imeti kakšen nadzor, da nekdo pride, recimo, pa da pač spregovori besedo, pa tudi ko je bilo, mislim, mi pač smo hiša bolj odprtih vrat, tako da tudi obe dve, mislim, že prej mama, recimo, tudi da je sestra, recimo, imate ogromno teh obiskov, recimo, in z vasi prijateljev, recimo, iz sorodnikov, karkoli, tako da nekako dan je mine, recimo, v enem takem nečist, recimo, osamljenosti. Ja, to je veliko, da imajo stari ljudje kontakt z ostalimi. Ja. Smo bili generacije, recimo 4 generacije v hiši, tudi mama je dočekala, recimo, prvo pravnukinjo in še drugo pravnukinjo, tako da je v bistvu je spremljala, recimo, do zadnjega je bila tako pri zavesti, recimo, tudi demenca je bila čisto malo prisotna, bilo jo je nekaj, ampak ne toliko dovolj, tako da se je zavedala, recimo, da imamo dojenčka, recimo, in tudi ga je imela, recimo, še v naročju pred nje zaspava, tako rekoč. Zdaj smo rekli, kako ste na nek način ste se soočili z invalidnostjo, s tem, da ste tudi sami pomagali doma. Sedaj bomo pa izpostavili tvojo posebno vlogo v krščanskem bratstvu bolnikov invalidov. Kako ste se pa srečali z bratstvom? Težko rečem čisto konkretno, kdaj se je to začelo, pa kako se je to začelo. Vem samo to, recimo, da je sestra, ki je bila v bolnici, povedala, recimo, da so jo obiskale sestra, mislim, da sestra Edith pa sestra Helena, in tudi takrat sta prišli prvič tudi po jo obiskati na dom in začeli so se vabiti, recimo, na duhovne vaje, recimo, mi smo jo pač, jaz osebno sem jo peljal, recimo, na Trstenik, tam so se spoznavali s tem ljudmi, recimo, moja sestra, ki je pač na vozičku, je imela to priložnost, recimo, da je, mislim, pa da je mogla biti v pritličju, in to je bilo tisto, kar včasih rečejo, recimo, ko se zaprejo vse vrata, odpre Bog okno. In to je bilo recimo zanjo, recimo, je bilo nekako tisti iz krutega spoznanja, recimo, da si bolan, da se bo v življenju, recimo, vse drugače odvijal, kot si pa planiral. Je bilo to spet en izziv, recimo, zanjo, za sestro, da je začutiva, recimo, da je nekako spet povezana, recimo, da se nekaj dogaja, da nekam lahko gre, da se združi, recimo, da ni to samo tisto, da si doma. In takrat so te duhovne vaje oziroma odhodi, recimo, na te srečanja, na kakšno morje so šle, na izlete, recimo, in v bistvu je začela živeti tudi to življenje, recimo. Invalidne osebe, ki kljub temu še, recimo, se ji dogajajo stvari, recimo, ki so zanjo primerne. Torej, veliko pomenilo vsi ti novi stiki, pa nove dejavnosti. To za
se je zelo veselila tega, ne? Ja, vsako vabilo, ki je bilo, se je z veseljem odzvala, mi smo pa tudi skoraj vedno probali to recimo zadevo urediti, tako da smo jo pač dostavili tja, kamor je bilo treba, ne? Ker pa so pa prevzeli recimo skrb ti negovalci, ki so bili, ali pa v bistvu spremljevalci bolnikov, ki so bili okrog tega krščanskega bratstva, recimo, ki so imeli sodelavce. Tako da mi smo se takrat recimo za tiste par dni, recimo v bistvu smo jo prepustili v druge roke, kar je bilo dobro tudi za nas, dobro je bilo zano, tako da je marsikakšno izkušnjo recimo je tam dobiva, recimo tudi, da je znala sprejeti to bolezen, recimo, oziroma da je po svojih močeh probala recimo sama sebe obvladati. Potem pa ste prišli na idejo, da bi ta srečanja, ki so v bratstvu tako pogosta, imeli tudi pri vas. Kako se je to zgodilo? Vabljeni so bili na ta srečanja recimo po Gorenjskem ali pa po Sloveniji. In konkretno recimo me je nagovorila takrat, recimo, ko smo bili povabljeni oziroma ki je bila povabljena na kmetijo Kokelj v vasi Topolje, nad Železniki oziroma nad Cevcem. Družina 11 otrok, majhna hribovska kmetija, gosti recimo lahko eno skupino ljudi, ki mislim, da tudi sami niso imeli kaj dosti v izobilju, recimo, in so takrat postregli tem ljudem, za tisti dan so bili pač odprti, posvetili so se njim in takrat je prišla do ideje, recimo, ko bomo mi imeli pač novo hišo, recimo, ko bo v bistvu garaža dosti velika, recimo nekje za 50 ljudi, smo obljubili takrat tedanjemu vodstvu, recimo, da se bo to tudi pri nam zgodilo. No in leta 1993 je bilo to prvo srečanje na naši kmetiji, v garaži, v skupini okrog 50 ljudi. In mislim, da je bilo to eno najlepših, zato ker je bilo prvo, ali pa ker je bilo čisto spontano, ker ni nihče vedel, recimo, kako točno bo, kaj bo, kako ne bo. V glavnem, mi smo takrat smo se organizirali, recimo, tako, kot se pač smo se znali, pripravili smo recimo vse tudi za Mašo, tako da je bila tudi Maševa recimo v garaži. Daroval je takrat recimo Jože Zupančič, je bil takrat vodja ali pa njihov duhovni vodja. Priskrbeli smo enega muskontarja, ena pevka je bila, recimo, tako da takrat je bilo vzdušje recimo od nekje od 10 pa do skoraj večernih ur. In to je bilo, mislim, doživetje za celo družino, mislim, tako da ko ne pač rečem, recimo, da to ni bilo tako eno čisto pavšalno, ampak je bilo to čustveno doživetje, recimo, srečanje. Na začetku je bilo to bolj v okviru bratstva, so bili bolj ožji člani povabljeni, kasneje pa je to potem ratal kar krajevni projekt. Ja, prva leta je bilo tako nekako, recimo, tam okrog 40 do 50 invalidov je bilo povabljenih iz strani, mi pač nismo vabili, mi smo sami dali recimo tem vodstvu od proste roke, povabite tiste, ki veste, da jih lahko, oziroma da je potrebno, da jih povabite, oziroma da boste imeli pravilno razporejene, da ne bo povabljen nekdo 5krat, eden pa nikoli. Mi smo samo pripravili recimo cerkvene pevce, ker so bile takrat tudi moja mama peva pri tem zboru, da so sodelovali primaš, ministranti, recimo, to je bila naša dolžnost, ostalo, kar se pa tiče organizacije, je bilo pa njihov, naš je bil pa za pogostitev. In to je bilo cirka par let, se je to dogajalo recimo v garaži. Leta 1998 se lahko pohvalimo, recimo, da je prvič nas je obiskal nadškof Šuštar, bil takrat sicer že v pokoju, oziroma je bil že, ni bil več zadolžen za škofijo, tako da je bil pač čas. In je bilo to srečanje recimo eno tudi čudovitih. Potem je pa prišlo recimo do teh želja, recimo tudi med vaščani, med prijatelji, med sorodniki, recimo, da bi rad prišli na to srečanje. Mi smo to začeli recimo malo širiti, malo smo probali na dvorišču, malo nekaj v garaž,
No, leta 2002 smo imeli pa otvoritev hleva, ki smo ga imeli na novo narejen, in takrat smo imeli recimo šotor in takrat je tudi prvič recimo to srečanje pod šotorom. No in takrat nekje so se ta srečanja recimo dogajala, nas je bilo vseh skupaj in bratstva in sorodnikov, prijateljev tega, da smo tudi prišli do številke 300. A ne, boj je tudi recimo zanimiv, ker smo pač takole pa se pogovarjaš, recimo, kako so ljudje še odprti, recimo domačini so pomagali pri teh srečanjih, recimo z delom, s tistim pecivem, s takim stvarmi, no, in smo omenili tudi ansambel Nagelj, recimo, kva se pri nam dogaja na našem dvorišču, recimo so se takoj zaobljubili, da naslednjo leto pridejo tudi oni recimo na to srečanje zabavati te ljudi. Tako da, no, pa je bilo pa še eno, še spet posebno srečanje, ker moja žena je imela strica duhovnika Ivana Likozarja, ki je deloval v Argentini, ki je bil sošolec od gospoda Rodeta. In smo pripravili recimo eno tako privatno srečanje med temi stricami in duhovniki, ki so prišli recimo k nam na obisk tega strica, in smo takrat prosili prvič Urana, če bi lahko prišel recimo na to naše srečanje. Ne? In jaz z veseljem obljubil, da pride, in to se je bilo 2-3 leta recimo je prihajal, poj pa postane pa nadškof. In ki je pa postal nadškof, smo pa mislili, da pač mogoče pa zdaj ne bo mu več časa. No? In prvo leto recimo je še prišel, in tudi takrat smo pripravili recimo eno posebno doživetje, recimo so se nam ponudile, ena kmetija je ponudila recimo kočijo pa konje, da ga pripeljejo kot častnega gosta recimo na našo kmetijo. Folklorna skupina iz Cerkelj pa ena folklorna skupina Jahodic recimo so se odzvali recimo, da so naredili recimo sprevod. Tako da je bilo to tudi eno recimo tako bolj bogato srečanje, kar se tiče recimo kot, ne vem, kot darovalca maše, da je bil tu nadškof. To je bil kar res velik dogodek. So bolniki pa invalidi povezali celo vas, kako bi rekli, celo škofijo skoraj? Ja, v vasi recimo se je to, je bilo eno kot vaški praznik. Mi smo skoraj vsa leta, vsa srečanja so bila na državni praznik, 25. junij, ki je bil dela prost dan, tako da ni bilo važno, recimo je bil to ponedeljek, je bila sreda, je bil petek, pač mi smo imeli 25. In večinoma ljudi nas je tudi spraševal, tistih prijateljev oziroma sosedov, povejte, a imate, da bomo tudi vedeli dopust planirali, da ne bomo takrat odsotni. To je bilo recimo v bistvu je bila pa ena povezava med invalidi in med temi domačini, recimo kmetija, mislim, in te osebe, recimo, ki so bili pri nam recimo težko pokretne, ki so bili na vozičkih, recimo, smo imeli en primer, ki je bila ena ženska, recimo, ne vem, mislim, da je bila 5 ur v hlevu. 5 ur je gledala recimo nepremično žival, recimo, tudi žival je pač recimo te krave ali pa teleta, recimo so prišle v bistvu do nje, recimo so je polizali roke in to je bila recimo za tisti dan najsrečnejši človek na svetu. Tako da... Kakšni odzivi pa so bili strani ostalih bolnikov invalidov? Bolniki so navdušeni, srečni, eni so pač rekli, da čakajo na ta dan, da bodo lahko pri nam, sploh če je bilo še lepo vreme, ker mi smo ogromno dvorišče, tako da nisi bil tesnen, nisi bil vezan recimo na tisti zaprt prostor, oziroma takrat je bilo recimo poletje, večinoma je bilo toplo, mislim, največkrat je bilo lepo vreme, in so bili ljudje recimo, so se počutili svobodni. Nekaj jih je bilo na dvorišču, nekaj jih je bilo pod šotorom, nekaj so, v glavnem so bili zadovoljni, tudi te folklorna skupina Cerklje, recimo, ki so jo imajo, so pripravili kakšne skeče, tako da je v bistvu se je dogajal tistih recimo nekaj ur, recimo na polno. In to srečevanje vsakič 25. junija se je dogajalo kdaj?
Do leta 2009 je bilo recimo, ni bilo 25. junija, je bilo, ker je pač mama praznovala 80. rojstni dan, smo prestavili recimo na avgusta, na Veliki Šmarn, to srečanje, ne, in naslednjo leto recimo je pa sestra, mislim, sestra Mari, ki je na vozičku, recimo takrat je bila stara 50 let, recimo, in takrat smo s tem z sodelovanjem v bistvu zaključili z njeno 50-letnico. Prišel takrat tudi gospod Turan, recimo je naredil mašo in me je takrat vprašal, recimo, kaj naj pove v pridigi, recimo, kako naj ljudi nagovori recimo na ta dan, ne, če imam kakšno posebno željo. In sem mu jaz pač takrat samo odgovoril, recimo, da naj pove, recimo, kad človek recimo dojame oziroma kad to zadevo sprejmeš, kar te v življenju doleti, recimo, da je poj čisto enostavno življenje. Da nisi obremenjen, zakaj jih ravno mi, zakaj ravno oni ali kdorkoli, recimo, ker to moraš odmisliti, recimo, in ker rečeš, to tako je, drugače se ne da, je treba iz tega potegniti, recimo, tisto najboljše, kar se da potegniti. Po tem srečanju, recimo, ki je bilo zadnje na našem dvorišču, smo pa začeli odhajati, recimo, ali pa prihajati na Zaplano, ker ima recimo ta srečanje razširjena skupina. Takrat smo pa zdaj mi tudi v bistvu sponzorji z hrano, pa speciven gor na... To se pravi, se je srečanje prestavilo iz Lahovč na Zaplano. Na Zaplano, ja. Ker tudi gor bratstvo je tam dobilo recimo prostore, ki so lepi, ki so urejeni, recimo, ki je možen tudi dostop, tako da je v bistvu recimo, nimamo slabe vesti, recimo, da smo se prestavili gor. Pa še kaj pogrešajo v vasi? Ja, tako da verjetno, če bi še probali narediti, verjetno bi bil odziv isti, kot je bil prej, a ne. Ja. Tako da velikokrat se pogovarjamo tudi recimo mlajša skupina, otroci recimo, to so bili tisti dan recimo, kad smo imeli pač srečanja, je pa pretrkovalska skupina in recimo tudi če je bila maša na dvorišču, recimo se je pretrkavalo takrat za mašo, tako da to so polepšali recimo, enostavno je takrat vas živeti za to, no, a ne. Ni bilo to čisto samo preko naš praznik ali naš od invalidov, ampak mislim, da je bil kar cele vasi. Ali pa saj določeno število ljudi se je počutil zelo v redu. No. Kaj pa ste v vseh teh letih sodelovanja s krščanskim bratstvom, kaj ste pomembnega spoznali za življenje, o trpljenju, o drugih vidikih življenja, ki so pomembna za vas? Ko pride človek, recimo, ki je prišel recimo invalid na naše dvorišče, kljub vsem težavam, da se je nekako prerinil iz avta ven, presedel na voziček, oziroma ko si videl recimo tisti žar v njegovih očeh, recimo si zamislil, to je pa pač to. Tle spoznaš recimo, da ni življenje samo tista dobrina, ampak da je veliko več recimo okrog tega, da enostavno recimo so vrednote, ki niso velike, ampak so zelo pomembne. Ne? In tudi veš, recimo, si se predstavljaš, pa recimo mi takrat tudi ostali, kdorkoli si ga vprašal, oziroma tudi sosedje, prijatelje, kdorkoli, prav, da so se nabrali recimo energije za cel let, a ne. Ker so videli recimo človeka, ki je bil prizadet, recimo zelo prizadet, koliko vole, koliko energije, koliko sreče recimo je prinesel recimo tisti dan s sabo, a ne. Mi pa s tem majhnim težavam misliš, da je konec sveta, ne, ampak enostavno recimo vidiš, da so stvari v življenju recimo, ki ni samo to, a ne. Da znamo ceniti tisto, kar je v očeh sveta, tako. Kar mogoče svet ne ceni, vi ste pa to opazili, da je to vredno, da mi cenimo pa sprejemamo. Ja. Tudi včasih je že tako bilo, recimo, da si rekel, pač letos bo pa zadnjič, a ne, ampak ko so ljudje odhajali, ko so rekli, naslednjo leto se zopet vidimo, je za eno leto spet padlo, recimo, se je spet premaknil še za eno leto, naslednjo leto res naredimo še, a ne. Smo bili pa tako, nikoli pa nismo bili, da bi se rekli, na vsak način more biti.
vedno smo rekli, recimo, če bomo lahko. Ker nikoli ne veš, recimo, kaj se zgodi, recimo, karkoli. Planiranje je bil, izpeljali smo ga vedno, ali pa mislim, smo ga lahko izpeljali o pomoči, recimo, kot sem že rekel, sosedov, prijateljev, znancev. In lahko tudi rečem, recimo, da zaradi tega nimamo nič manj, nič raje več, oziroma ne vem, duševno bogatstvo recimo je večje, no, se počutiš v redu. Torej, več ko daš, več dobiš. V tem smislu, ja. V tem smislu, recimo, mogoče je bilo, recimo, če bi rekel, da smo kaj žrtvovali, je bil v bistvu samo čas. No. Čas, ker je včasih mogoče bilo na trdo oziroma natrpan zaradi turnika, samega dela, recimo, na kmetiji pa tega, ne. To je bila edina ovira, ki bi bila lahko, vse ostalo, recimo, je bilo pa čisto spontano. In kako je vse to vplivalo na otroke pozitivno? Ja, tudi to srečanje, recimo, so moji otroci, recimo, oziroma sosedovi, prijateljevi otroci, recimo, ali pa sorodniki, so na teh srečanjih tudi, recimo, dobesedno uživali. Ker za otroka, recimo, je v bistvu veselica, itak to je bil veselica, je bilo to zelo pomembno. Ampak kljub temu so te otroci, recimo, videli ljudi na vozičkah, videli so, recimo, ljudi, ki ne morejo govoriti, videli so ljudi, ki ne morejo jesti, Tudi če se jih to ni čisto tako dotaknil, kot nas odraslih, oziroma so dobili stik s tem ljudmi. In mislim, da znajo ceniti, recimo, to čisto drugače, pa recimo nekdo, ki ni bil nikoli na tem srečanju. Torej tudi lahko zaključimo, da trpljenje ni samo nekaj slabega, ampak vedno lahko iz tega potegnemo nekaj dobrega, kar je tudi sporočilo svetopisemskega Joba. Vedno so stvari, recimo, ki rečemo, recimo, tudi vsaka stvar ima svoj namen. Ker če mi ne bi imeli sestre, ki je, recimo, ki je postala invalid, oziroma te množice ljudi sploh ne bi poznali. Ne bi poznali, recimo, ne vem, ne bi se poznali z Uranom, ne bi se poznali s Temo, ne bi se poznali z Unmo. V glavnem, recimo, eno skupino ljudi, recimo, si spoznal, ki jo drugače ne bi. In se zdi, recimo, da je to samo pozitivno, kar se tega tiče, recimo, da človek sprejema življenje takšno, kakršno je. Torej, tudi vsa ta dogajanja so vplivala tudi na vašo vero osebno, bi lahko rekli. Ja, tudi to. Recimo, največ pa to, recimo, da če lahko narediš kaj dobrega, recimo, naredi. Mislim, da je to glavno sporočilo, recimo, kar lahko narediš dobrega, naredi, ker ti ne bo nikoli žal. Oziroma za tisto stvar, ki jo ne boš naredil, ti mogoče daj bo, za tisto, kar boš pa naredil, ti pa ne bo. No in to tvoje prepričanje se izraža tudi v tem, da poleg sodelovanja s krščanskim bratstvom sodeluješ tudi na drugih dobrodelnih področjih. Jaz sem podpredsednik Rdečega križa naše krajevne organizacije, ki imamo pa tudi eno nalogo, recimo, ali pa ne nalogo, recimo eno poslanstvo, ki za novo leto, recimo pred božičnimi prazniki, recimo obiščemo vse osebe, ki so starejše nad 80 let. Lahko rečem, da smo veseli, recimo, da na našem področju ni socialnih težav, kakšnih groznih, recimo, da bi nekdo bil brez možnosti za preživetje. Ljudem, takim starejšim, recimo, manjka samo v bistvu dobesedno stik roke oziroma pogovor. Tega so najbolj željni, no, recimo, da nekdo pride, da se ga nekdo spomne, tudi recimo tako, ko so pač 90 leta, recimo, ko je človek star 90 let, pridemo osebno tisti dan, če vemo, recimo, kdaj ima rojstni dan, ker večinoma vemo, tudi domači, recimo, povedo, da takrat, recimo, jih obiščemo za tisti njegov praznik. Imeli smo pa tudi to čast, recimo, v naši vasi sta bile 2 stoletnice, sta bile stare, recimo, 100 let, obe pri zavesti, obe čist bistrega duha pri 100 letih. In to je tudi bilo, recimo, kakšen, recimo, to je pri njih bilo spoštovanje, recimo, oziroma
Kako so bili te ženske, ko sta bile srečne, recimo, ko se je na račun teh, smo naredili recimo vsako rundo preko en odlomek iz njenega življenja, a ne, in smo naredili kot en skeč, narediti tisto življenje, recimo te stoletnice opisati nekako nazaj. A ne. Ena je bila recimo pač pri 87 letih prvič v Ameriki, prvič se je peljala z avionom, a ne, in ko so jo na letališču povedali, recimo, gospa, to je pa daleč, a ne, v Ameriko, a ne, so rekli 9 ur. Ampak ona je odgovorila, da 9 ur je za Nabrezje peš, da je to daleč, a ne, da ni sploh nič dela. Tako da to so bile recimo tudi te stvari. A ne. Potem še organiziramo krvodajalsko akcijo, vsak let recimo 2-krat, prej dolgo časa so bili bolj te večje zadeve, recimo so nas peljali z avtobusom v Ljubljano in tam smo darovali kri, zdaj je pa zaradi časovnih težav, recimo, ali pa te, kar je, pa prihajajo iz Ljubljane, recimo, pa v naše kraje, recimo, tako da v Cerkljah, recimo, je 2-krat na let krvodajalska akcija, ki je pa možno, recimo, darovati kri od zjutraj od 7 pa do 1 popoldne. Jaz osebno sem je dal 54-krat in me ni žal, pa mi upam, da me ne bo nikoli. No. Dejal sem jo pa vedno s temu namenom, da jo bom dal v želji, da jo nikoli ne bom potreboval. Ko ste prej omenjali obiskovanje starejših, kaj pa starejši po vaših izkušnjah pogrešajo? Kaj je tisto, kar jim manjka? Pogrešajo recimo večinoma ljudi pogreša, recimo, ker ne morejo, ker so, tako smo že prej rekel, recimo, da so te službe, ki so danes, recimo, človeka zahtevajo, recimo, skoraj cel dan, a ne, so te ljudje včasih zaradi tega tudi osamljeni, a ne. Ker če so bili redni šihti, recimo od 6 do 2, recimo, je bil človek odsoten 8 ur oziroma 9, danes so pa določene službe, recimo, so tudi po 15 ur, a ne. In ker pride ta preko oseba, recimo, domov, ki ima doma, recimo, starše, a ne, ima toliko svojih problemov, recimo, da sploh ni časa, recimo, za probleme, recimo, nekoga, ki je cel dan doma, a ne. A ne, ampak to ni niso, da bi jih te ljudje pozabili, recimo, ali pa da bi rekli, ampak enostavno, recimo, tempo življenja je, recimo, je toliko napet, recimo, da časa zmanjkuje za vse, no, a ne, za take stvari. Pa verjetno tudi potrebuje nekoga, ki bi jih poslušal. Ja, takrat recimo to, če poslušaš, če znaš poslušati, recimo, ljudi, so najbolj srečni, a ne. Ker če nekdo, recimo, da prideš pa da pove svoje težave, če so upravičene ali neupravičene, recimo, bistvo je, da jih poslušaš, a ne. To je največja, recimo, zadeva, ker tudi sam vem, recimo, da doma, če si bil, recimo, pa če ti doma eden nekaj rekel, ki ti je vsak dan z eno isto stvarjo pač nagovarjal, a ne, si rečeš, pa daj odnehaj, a ne, sej živim, a ne. Pa prideš, recimo, do osebe, recimo, ki jo pa ne poznaš, recimo, pa ti to pove, recimo, jo pa poslušaš, a ne, in to jim veliko pomeni, a ne. In ste torej v tem obiskovanju slišali kar veliko življenjskih zgodb? Večinoma so ljudje, recimo, srečni, ker so starejši, mislim, ker so stari, recimo, pa so veseli, recimo, tako da se počutijo, recimo, še zmeraj sprejete, še zmeraj to, ampak, koliko smo že rekli, recimo, manjka pa teh pogovorov, ker enostavno ni časa, ne. To je bistvo, a ne, tega, ne. Pri pogovorih je tudi potrebna iskrenost, ne, to, da ne skrivamo, da nimamo skrivnosti. Verjetno je težko, da vam nekdo zaupa svojo zgodbo, če vas slabo pozna. Ja, kako so vam zaupali? Je pa zanimivo je to, recimo, tudi recimo pri nas, pri mladih, recimo, da se včasih človek, recimo, zaupa veliko lažje nekomu, ki ga v bistvu bežno pozna, oziroma skoraj ne pozna, kot pa nekomu, ki je blizu, a ne. A ne, tako da, recimo, da človek bo povedal, recimo, kakšno svojo težavo, recimo, nekomu čist X človeku, a ne,
tako kot recimo bomo rekli, da nekako recimo tisto, ko se reče včasih spoved, a ne? Da se pač duhovniku lahko zaupa, a ne? Tudi danes recimo še vedno, vsaj v našem kraju recimo, naš duhovnik Stanislav Zidar, prelat, gre še vedno do teh ljudi, recimo vsak prvi petek jih obišče oziroma jih obiskuje tudi med ostalimi dnevi. Tako da trenutno v našem kraju recimo je tudi duhovna oskrba še zagotovljena recimo tem starejšim ljudem, ki je pa tudi velika pomena, ne. Zelo so, mislim, da je to ni slabo, no. Omenili ste vse te pozitivne dobrine, ki jih človek dobi pri stiku z bolniki in invalidi. Kaj pa še stik s sodelavci? Kaj je tudi pomemben? Na nek način je to stranski produkt tega organizacije, ampak je prav tako pomembno druženje tudi pri krvodajalski akciji, pri srečanjih. To se, mislim, pač če si nekje v kakšnem odboru oziroma ker si v neki skupini, recimo, je to zelo velika pomena, da se srečujemo, recimo, da se pač pogovarjamo, da imaš nekaj, recimo, da takrat odmisliš recimo svoje težave oziroma da se ti spremeni tok misli, recimo, ki jih imaš prek s poslom ali pa s tistem, kar pač upravljaš v življenju, recimo, in da takrat recimo to valovno dolžino spustiš, pa greš recimo čisto na drugo stvar, ki postane v bistvu recimo kot rekreacija, tako rekoč. Tako kot nekdo rab, recimo, da gre, ne vem, na fuzbalsko tekmo, tako recimo ljudem tudi paše, recimo, da se pogovarjamo oziroma se kaj popije, se kaj poje oziroma se bistvo druženja, no. Ker to druženje je tudi, človek potrebuje neko družbo, v kateri se giblje, in ravno te ljudje iz teh področij, kot so karitativnost, bratstvo, Rdeči križ, imajo gotovo, je posebna družba, posebni ljudje. Verjetno vam veliko to pomenijo, ne? Ljudje recimo se najdemo bolj enakih misli recimo skupaj. Recimo nekdo, če ima drugačne razmišljanja, recimo imaš občutek, da v to skupino ne paše oziroma ga ne zanima, a ne. Kdor pa recimo ga pa to zanima, bo pa prišel recimo in tudi tako recimo, to so tudi te skupine recimo, ki so, ne vem, imajo srečanja recimo zakonske skupine, pa kakšne te stvari recimo, ne. Tam se najdejo recimo ljudje, recimo, ki približno enako razmišljajo, a ne. To so tudi recimo družine z veliko otroki, recimo, je to čisto enostavno, recimo, da se družijo, ki imajo recimo 6 oziroma 7, 8 otrok, lažje, kot pa nekdo, ki ima samo enega. A ne, to skupino ne, da ne bi pasal, ampak enostavno ni predmet pogovora, tam ni en otrok, ampak je množica otrok, a ne. Je pomembno, kot zadnje čase poudarjajo, mala občestva, ne, v cerkvi, da človek najde tudi svoje mesto v enem izmed takih občestev, in ravno skupine, kot so krščansko bratstvo, pa Rdeči križ, so zagotovo neka mala občestva, kjer lahko najdeš sebi enake, ki podobno razmišljajo. Mislim, občuduješ recimo te prostovoljce, ki hodijo recimo, zdaj trenutno vem, da pri nam recimo obstaja skupina recimo, ki hodijo v ta naš cerkljanski dom starostnikov, recimo prostovoljci hodijo recimo in ena hod recimo in jim vod pevski zbor, pojejo recimo samo tiste stare pesmi, ki bodo šle brez nje, bi šle verjetno v pozabo, a ne. Te ljudje so stari, ki so v dom, recimo se spomnijo tudi kakšne svoje pesmi, svojega kraja recimo in to bo danes ostali na posnetkih in to bo ostalo, a ne. In te prostovoljci recimo pa gredo brati recimo knjigo v dom starostnikov. Teh ljudi je kar nekaj, no, a ne. Pripravljajo recimo različne recimo te delavnice, ne vem, pred kratkim so pletli košare recimo v tem našem domu recimo in en človek je recimo tam pletel košaro in mi je razlagal, kaj to je, eni so to vedeli, drugi so to zanimanje gledali recimo, tako da
ki prihajajo z podeželja, recimo, jim je to znano, tisti, ki prihajajo z mesta, jim to ni poznano, recimo, in uživajo v tem, da se v bistvu zapolni čas, kot rečemo, na jesen življenja. Učijo se tudi, recimo, računalnika, te stvari, in to delajo vse prostovoljci. Ker mislim pa, da tega je zadnje čase veliko več, kot je bilo pa v preteklosti, recimo, zato da je tudi ljudje, recimo, se počutijo, ne vem, tisti, ki lahko, da reče, nekaj naredim še za tistega, ki ne more. To pravi, se je zavest o tem, da je treba človeku pomagati, se je povečala? Je. To opažate? Ja, je. Kaj pa samo ta socialni del prostovoljstva, druženje? Imate občutek, da je danes tega manj ali več? Včasih je bilo veliko teh prostovoljcev, danes jih je mogoče malo manj. Ja, nekaj je tudi pokvaril ta računalnik ali pa telefon, ker včasih, če si nekaj hotel, recimo, nekomu sporočiti oziroma povedati, si ga mogo skoraj obiskati. Danes pa to ni treba več. In osebnih stikov zmanjkuje zaradi te sodobne tehnologije. Ker je tudi v redu, ker so zelo v redu, je, recimo, da ljudje se lahko pogovarjajo, recimo, včasih je, recimo, če ima nekdo nekoga v Ameriki, recimo, je čakal 6 tednov odgovor na pismo oziroma še dalj časa. Danes je pa to, recimo, če dobi vezo, recimo, to tako. Ker je tudi velika prednost pred tem. Čeprav je pa tisti osebni stik se je pa zgubil. Po vseh, recimo, pa med mladimi, med starejšimi, ni časa za obisk, ampak je pač za poklice. Tudi če se pa na uro po telefonu govori, ni problem. Drugi način komunikacije. Tako je. Iz vsega povedanega lahko sklepamo, da res živite nekako v soglasju z evangeljskimi vrednotami, kajti Jezus samo o sebi pravi, prišel sem oznanjati evangelijo Bogim. Kateri svetniški lik pa te še posebno nagovarja? Mislim, tako, meni osebno, recimo, je najbolj ta zadeva, mislim, ta evangelik je, mislim, od Svetega Martina, ko v bistvu, recimo, on ogarne, recimo, tega reveža, ki je bil sprezebljen in mu da hrano, recimo, na koncu pa tako spozna, recimo, da je ogarnil Jezusa. Tako da je v bistvu, recimo, če pomagaš nekomu, si pomagal, recimo, tako, vsem, tako rekoč. Največ pa sam sebi, ker se počutiš dobro. Bova s to mislijo zaključila. Hvala, Janez, za ta najin pogovor. Ti želim še res veliko lepih trenutkov pri delu z bolniki, invalidi, ostarelimi. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala vam za vašo pozornost. Spet ste povabljeni, da se nam pridružite čez en mesec, to bo 17. junija. Do takrat pa vam želim, da bi res čutili Božjo prisotnost in da bi drug v drugem znali vedno znova opaziti Kristusov obraz. Nasvidenje do prihodnjič.